Nove Slovenije v državni zbor smo si ves čas prizadevali, da bi Nova Slovenija delovala konstruktivno. In mislim, da smo tudi odigrali pomembno vlogo pri oblikovanju sedanje koalicije in tudi pri oblikovanju koalicijske pogodbe, saj je dobršen del programa Nove Slovenije prišel v koalicijsko pogodbo. Tudi sedaj, kot vladna stranka, želimo delati konstruktivno in ves čas z mislijo na Slovenijo in s ciljem, da sprejmemo ukrepe, ki bodo Slovenijo izpeljali iz te težke finančne, gospodarske krize in upamo, da tudi iz politične krize. V Novi Sloveniji imamo poleg 2 ministrov, 2 državna sekretarja, imamo 4 aktivne poslance, tako da lahko rečem, da sem z našimi poslanci v državnem zboru zelo zadovoljna, da smo videni in slišani, pogosto citirani, da igramo povezovalno vlogo tako znotraj vlade, kot tudi znotraj koalicije v državnem zboru, da ves čas poskušamo se dogovarjati tudi z opozicijo, upoštevati pametne predloge. Skratka, želimo delovati tako, kot si Nova Slovenija predstavlja, da bi morale politične stranke konstruktivno sodelovati. Nova Slovenija je vlado stopila zato, da skuša po svojih močeh, znanjih, torej prispevati k razvoju Slovenije in pa k večji stabilnosti. V Novi Sloveniji smo tudi prepričani, da je vlada v teh 100 dneh bila zelo aktivna, tudi zelo enotna. Kljub temu, da imamo določene medsebojne razlike, različnosti, smo vendarle vse predloge dajali usklajene in zato menim, da je velik dosežek tudi to, da smo uspeli pripraviti varčevalni rebalans oziroma tudi zakon o uravnoteženju javnih financ. Ta zakon vsekakor ni bil lahek zalogaj, doživljali smo vsestranske pritiske, želje, navodila, pa vendarle je bila koalicija tukaj sposobna medsebojnega dogovora in pa potem tudi dogovora z večino sindikatov. V Novi Sloveniji smo tudi zadovoljni, da je vlada prisluhnila tudi našim predlogom za umilitev ukrepov na področju družinske politike, kajti tukaj se nam zdi pomembno, da ima vlada pozitivno politiko do družine, ki je temeljna vrednota družbe in pa, kot vemo, tudi demografska slika v Sloveniji je zaskrbljujoča, zato je potrebno družino podpirati, spodbujati. Ob vsem tem pa se seveda zavedamo, da varčevalni ukrepi so potrebni oziroma da je potrebna racionalizacija na področju javnega sektorja. Razumemo posamezne sektorje, če tako rečem, zaposlene, seveda vsak si želi vsaj ohraniti tisto, kar že ima, pa vendarle smo tudi zaznali tako v našem članstvu kot v širši javnosti, da se državljani zavedajo potrebnosti ukrepov in da so tudi sprejetjem rebalansa in tega zakona dobili občutek, da v Sloveniji je mogoče stvari obrniti v pozitivno smer in da se Slovenija sama lahko izkoplje iz te krize. Seveda boste me vprašali, kaj mislim pa sedaj o policijskih sindikatih. Seveda me žalosti, da tudi policijski sindikati niso podpisali tega sporazuma z vlado. Prepričana sem, oziroma bolj bom rekla ne prepričana, ampak želim si, da bi vendarle policijski sindikati umaknili te podpise, kajti referendum bi pomenil, da bi se izvajanje rebalansa zavleklo vse do jeseni, pri tem bi nastala velika finančna škoda in pa tudi velike posledice oziroma nezaupanje državljanov, da se Slovenija ne more sama pobrati ali pa izvleči iz te krize.
Namreč ta rebalans in zakon o uravnoteženju javnih financ je dal pozitivne signale tako zunanjim finančnim inštitucijam, evropskim inštitucijam, kakor tudi slovenskim državljanom in gospodarstvu, da je Slovenija vendarle na poti sprememb in ukrepov, ki bodo zmanjšali zadolževanje in znova vzpostavili zaupanje. Zato si želim in apeliram na policijske sindikate, da vendarle upoštevajo vse te negativne posledice, ki bi se zgodile in sprejmejo ta zakon, te ukrepe, ki so več kot potrebni in se pri tem obnašajo tudi državotvorno. Nenazadnje v policiji so zaposleni ljudje, ki morajo skrbeti za varnost v državi, ki morajo biti odgovorni, državotvorni, zato tudi v tem primeru pričakujem, da se bodo tako obnašali. Žalostno bi bilo, če bi bili vsi državljani tarča teh negativnih dejanj. Seveda v Novi Sloveniji podpiramo možnost referenduma, to je vendarle ljudska volja, vendar v tem primeru menimo, da tukaj gre za manjšo skupino državljanov, njihovo dejanje bi pa lahko imelo zelo, zelo negativne posledice za prihodnost. Zato pričakujem vendarle več razuma tudi na njihovi strani. Sedaj bom mogoče se kot ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu lahko rečem, da sem v teh 3 mesecih naredila veliko spoznavnih obiskov v vseh 4 sosednjih državah, kjer živijo slovenske manjšine. Ob tej priložnosti sem se srečala skoraj z vsemi pomembnimi organizacijami in društvi, ki tam delujejo. Udeležila sem se tudi kar nekaj pomembnih prireditev in moram reči, da Slovenci v zamejstvu in po svetu izražajo veliko zadovoljstvo, da je Slovenija ohranila ta urad z ministrom, kajti s tem smo dali večjo težo temu področju in naklonjenost našim rojakom v zamejstvu in po svetu. Tako da v prihodnosti pa načrtujem, da se še poglobi sodelovanje med gospodarstveniki zamejstva in tujine, torej slovenskimi gospodarstveniki z gospodarstvom v Sloveniji, da okrepimo vezi na področju dela z mladimi in pa tudi na znanstvenem področju, da pospešimo sodelovanje. Kazalci so dobri, pripravljamo več takih prireditev in sem prepričana, da bo počasi se tudi v Sloveniji nastalo to prepričanje, da smo Slovenci en narod in da je zelo koristno, če sodelujemo z našimi zamejci Slovenci po svetu, ker od tega lahko imamo vsi veliko koristi in tudi veliko zadovoljstva.